Lepo pozdravljeni, vsi, ki ste se nam danes pridružili in dobrodošli. Jaz sem Renata Karba in prihajam iz organizacije Umanotera in s Polono Abram, ki je zunanja strokovna sodelavka Zavoda za turizem in kulturo Kranj, vam bomo danes predstavili, kako organiziramo nizkoogljični dogodek, to je dogodek z manjšimi emisijami toplogrednih plinov in kako izračunamo njegov ogljični odtis. Pri tem se bomo opirali na izkušnje, ki smo jih dobili ob kulinaričnem dogodku Kranjska dolga miza, katerega organizacijo je Polona vodila, v Umanoteri pa smo zanj računali ogljični odtis. Pri izvedbi seminarja naj bosta tehnično podpirala sodelavca Umanotere Gaja Brecelj in Jonas Zonenschein. Sodelovanje med Umanotero in Zavodom za turizem in kulturo Kranj poteka v okviru LIFE projekta Care for Climate. Zdaj imamo pod streho izračuna ogljičnega odtisa za dve izvedbi Kranjske dolge mize, lansko in letošnjo. To vam bomo s Polono predstavili, skupaj z vsem, kar smo se spotoma naučili in ugotovili. Če se vam bodo med najino predstavitvijo porodila kakšna vsebinska vprašanja, jih prosim že sproti vpisujte v klepetalnico oziroma chat in jih bomo naslovili na koncu. Začela pa bom z dvema bolj ali manj retoričnima uvodnima vprašanjima. Zakaj je pomembno, da pri organizaciji dogodkov zasledujemo cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in zakaj bi izračunavali njihov ogljični odtis? Odgovor na prvo vprašanje je preprost. Smo v podnebni krizi, ki jo zaznavamo v obliki čedalje pogostejših in močnejših ekstremnih vremenskih dogodkov in sprememb v naravnem okolju. Globalno ogrevanje je že doseglo 1,3 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijskim obdobjem. V narekovajih varna meja 1,5 stopinje bo ob nadaljevanju sedanjih velikih globalnih emisij toplogrednih plinov presežena že v slabem desetletju. Slovenija se zaradi svoje geografske lege ogreva še veliko hitreje od svetovnega povprečja in se je že segrela za krepko več kot 2 stopinji Celzija. Če bomo na svetovni ravni še nadaljevali s sedanjimi družbenimi in gospodarskimi trendi ter odlašali z zmanjšanjem izpustov, bo Slovenija ob koncu stoletja lahko še za 5 stopinj toplejša kot danes. In vplivi podnebnih sprememb se bodo še močno stopnjevali. To je črni scenarij, za katerega si ne želimo, da se uresniči. Sporočilo znanosti je pri tem jasno. Za preprečitev katastrofalnih posledic podnebnih sprememb je treba odločno ukrepati takoj. V slabem desetletju do leta 2030 emisije prepoloviti in doseči podnebno nevtralnost čim prej pred sredino stoletja. Živimo skratka v zelo razburljivem času, ko lovimo zadnji vlak, ki pelje v prihodnost z življenju prijaznim podnebjem. Zmanjševanje emisij v vseh naših aktivnostih, tudi pri organizaciji dogodkov, je zato še kako nujno. Zakaj pa bi izračunavali ogljični odtis dogodkov? Ogljični odtis je seštevek emisij toplogrednih plinov, ki nastanejo v zvezi z dogodkom in je pokazatelj vpliva dogodka na podnebne spremembe. Vrhovni namen njegovega izračunavanja je, da identificiramo največje vire emisij in s tem področja, kjer imamo kot organizatorji dogodkov najmočnejše vzvode ukrepanja za zmanjšanje emisij. Osnovna funkcija ogljičnega odtisa je torej, da organizatorjem služi kot orodje za načrtovanje ukrepov za zmanjšanje emisij in spremljanje učinkovitosti teh ukrepov. Poleg tega je ogljični odtis tudi komunikacijsko orodje,
s pomočjo katerega lahko organizatorji različnim javnostim sporočajo oziroma poročajo o svojih prizadevanjih in dosežkih pri zmanjševanju emisij. Danes se bomo spoznavali s tem orodjem na primeru kranjske dolge mize in zdaj vabim Polono, da nam ta dogodek predstavi. Pozdravljeni, tudi v mojem imenu. Naj najprej povem, da je dogodek nastal pod okriljem Kranjske mestne občine v izvedbi Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Prizadevanja za trajnost so v Kranju zelo močna, preden pa gremo v podrobnosti, predlagam, da si ogledamo kratek promocijski film, ki je nastal ob prvi izvedbi Kranjske dolge mize v septembru 2021. Res srčno pozdravljeni na prvi kranjski dolgi mizi. To je en čisto poseben dogodek, trajnostno naravnan. V Kranju zelo veliko delamo na zelenem, na trajnostnem in ta trajnostna oblika dejansko nam predstavlja tudi prihodnost. Zdaj pa res en močen aplavz zaslužil, evo. Hvala lepa, Polona. Zdaj se pa vprašajmo, s čim torej dogodki vplivajo na podnebne spremembe oziroma kateri so viri emisij toplogrednih plinov. Prvi kupček, ki ga vidimo tukaj na slajdu, se nanaša na emisije, ki so povezane z dogajanjem na samem prizorišču dogodka. Nastanejo zaradi porabe fosilnih energentov, kot so plin ali kurilno olje, na lokaciji. Nastanejo tudi zaradi porabe električne energije in toplote iz daljinskih sistemov ogrevanja. Sem spadajo tudi emisije zaradi porabe vode in zaradi odpadkov, ki nastanejo na dogodku. Če se zaradi dogodka gradijo stalni ali začasni objekti, v emisije dogodka spadajo tudi emisije, ki nastanejo zaradi porabe gradbenih materialov in izvedbe gradbenih del. Druga skupina virov emisij so prevozi, pri katerih izgorevajo fosilna goriva, kot na primer letalsko gorivo, bencin, dizel, plin ali fosilna elektrika. Emisije iz vira namestitve upoštevamo, če dogodek traja več dni in različni deležniki dogodka ne prespijo doma, ampak na primer v hotelih. Dogodku pripadajo tudi emisije povezane s porabo hrane in pijače na dogodku. In še emisije, ki nastanejo zaradi komunikacijskih aktivnosti ter audio in video produkcije.
Viri emisij se lahko od dogodka do dogodka razlikujejo. Tole je zelo širok seznam, iz katerega pri izračunu ogljičnega odtisa izberemo tiste vire, ki so za naš dogodek relevantni. Če organiziramo dogodek z lokalno udeležbo, se ne bomo ukvarjali z emisijami zaradi letalskih prevozov. Če naš dogodek ne traja več dni, v izračun ogljičnega odtisa ne vključujemo emisij zaradi namestitev. Skratka, na olimpijskih igrah zagotovo nastajajo emisije iz vseh teh virov, na večini dogodkov pa bolj omejen obseg. Tule sem poboldala aktivnosti, ki na dogodkih praviloma predstavljajo največje vire emisij, pri čemer sem predpostavila, da ne gradimo objektov. To bi bil zelo velik vir emisij, ampak recimo, da ne delamo tega pri večini naših dogodkov. Sicer pa lahko z veliko gotovostjo pričakujemo, da bodo največji vir emisij prevozi. Sploh, če so z dogodkom povezani letalski prevozi. Letalski prevozi so ogljično najintenzivnejši način potovanja in po velikosti emisij zlahka prevladajo v celotnem ogljičnem odtisu dogodka. Velik vir emisij je lahko tudi poraba hrane in pijače. Veliko emisij pri tem povzroči predvsem poraba mesa. Pomemben vir emisij je še poraba energije na prizorišču dogodka, za vse ostale vire pa lahko pričakujemo, da so bistveno manjši. Z zavedanjem možnih virov emisij se lahko lotimo priprave nizkoogljičnega dogodka. Začeti je potrebno že v sami fazi načrtovanja dogodka. Načrt dogodka je treba pripraviti čim bolj natančno in odgovoriti na vprašanje, kaj se bo dogajalo, kdaj, kdo bo udeležen. Skratka, pripraviti podroben načrt dogodka. Ko imamo postavljene gabarite dogodka, pogledamo na dogodek še iz vidika virov emisij toplogrednih plinov. Kje in zakaj se bo porabljala energija? Kdo in kdaj bo opravil prevoze? Bodo z dogodkom povezani letalski prevozi in hotelske nastanitve? Kakšna hrana in pijača se bo stregla na dogodku? In tako naprej. Ko vemo, kateri bodo viri emisij, jih poskušamo še ovrednotiti. Ugotoviti, koliko bo predvidoma emisij. Naredimo skratka oceno emisij po virih oziroma provizorični izračun ogljičnega odtisa. Iz tega razberemo, kateri so najpomembnejši viri emisij, in to so področja, kjer lahko z nizkoogljičnimi ukrepi dosežemo tudi največje prihranke emisij. Če nameravamo naš dogodek komunicirati kot nizkoogljičen ali podnebju prijaznejši, je res nujno, da se pri ukrepih osredotočimo na področja z velikimi emisijami toplogrednih plinov. Če organizator izbere ukrepe na področjih z majhnimi emisijami, bo pri komuniciranju nizkoogljičnosti svojega dogodka upravičeno naletel na očitke o okoljskem zavajanju oziroma greenwashingu. Primer tega bi bil, na primer, če bi kot nizkoogljični razglašali dogodek, na katerem bi bil edini ukrep, da je bilo organizirano ločeno zbiranje odpadkov. Ničesar pa, na primer, ne bi naredili na področju prevozov, ki so pri večini dogodkov največji vir emisij. S takšnim komuniciranjem bi si naredili več škode kot koristi. Zelo pomembno je še pred samim dogodkom tudi narediti načrt, kako se bodo zbirali podatki o porabi energentov, prevozih in tako naprej. Izračuna ogljičnega odtisa dogodka ne bomo mogli narediti, če se z vsemi tistimi, ki imajo dostop do podatkov, že vnaprej ne dogovorimo, kaj in kdaj naj merijo ter kako naj nam pripravijo podatke. Še malo se vračam k izbiri ukrepov za zmanjšanje emisij. Pri tem si lahko pomagamo s tem trikotnikom, ki govori o 3 dejavnikih odločanja.
Poleg potencijala za zmanjšanje emisij je pri izbiri ukrepov potrebno upoštevati tudi naše realne možnosti oziroma izvedljivost. Vprašamo se, ali imamo ljudi, ki bodo sodelovali pri izvedbi ukrepov, si lahko privoščimo stroške, ki bodo s tem v zvezu nastali in tako naprej. In nenazadnje so še posebej pomembni ukrepi, ki imajo dober ozaveščevalni in komunikacijski potencial. Pomembno poslanstvo nizkoogljičnega dogodka je namreč, da ponudi priložnost različnim deležnikom, da na dogodku spoznajo nizkoogljične prakse in jih po možnosti prenesejo v svoje življenje. Ko je dogodek v teku, se izvajajo dogovorjeni ukrepi, naloge na področju zbiranja podatkov so naprej razdeljene in po koncu dogodka bi teoretično morali imeti vse, kar potrebujemo za izračun ogljičnega odtisa in za oceno prihrankov emisij. Kot sem že omenila na začetku, je ogljični odtis tudi orodje za poročanje. Zato je pomembna skrbna priprava poročila, tako da lahko vsakdo iz njega razbere, katero metodologijo smo uporabili, kateri viri emisij so zajeti v izračunu in tako naprej. Skratka, poročilo mora omogočati preverjanje izračuna strani poljubne tretje osebe. Poročilo je tudi podlaga za komuniciranje različnim deležnikom, od lastne ekipe, partnerjev, financerjev, pa do medijev in širše javnosti. In nenazadnje je tudi podlaga za evalvacijo dogodka, s katerimi ukrepi smo zadeli žebljico na glavico in dosegli načrtovane prihranke in emisij in s katerimi nismo, kako bi lahko bili boljši, se vprašamo pri evalvaciji. Zdaj pa Polono vabim, da nam pove, kako je to potekalo pri Kranjski dolgi mizi. Najlepša hvala, Renata. Zdaj tako bi rekla, znanstveno je bilo vse to predstavljeno, zdaj pa gremo, kako to praktično izgleda. Prihajate verjetno iz različnih področij, tako kot smo videli seznam prijavljenih. Niste vsi iz turizma, tudi iz kulture ste organizirali, boste različne seminarje, predavanja, delavnice. Tako da sem poskušala narediti to predstavitev tako, da boste najdli kaj uporabnega tudi zase. Se pravi, da boste lahko aplicirali na svojo lastno situacijo. Ko začnemo pripravo na en dogodek, imamo ena določena izhodišča. Ni nujno, da so, tako bom rekla, podnebju prijazna. Mogoče naše okolje nič ne ve o tem. No in tako, ko sem prevzela razvoj trajnostne gastronomije v Kranju konec leta 2020, smo imeli približno takale izhodišča. Precej nepovezana gostinska ponudba, tudi res razlike v kakovosti, lokalne sestavine, ja, so uporabljene, ampak mogoče še vedno v preozkem izboru. Ko hočeš nek dogodek narediti, manjka kadra, tudi gostincem zelo primanjkuje kadra, predvsem pa, kar je tema današnjega dneva, šibka podnebna ozaveščenost. To se pravi, ko smo se začeli pogovarjati o podnebni problematiki, je bilo med udeleženci, kar je bilo znanja, je bilo tako splošno znanje, ki prihaja zdaj trenutno iz medijev. Pa še to ne povem, da je bil to čas covida, mogoče bila pa to dobra okoliščina. Se pravi, gostinci so bili doma zaprti in so se bili pripravljeni pogovarjati, pripravljeni srečevati, ker vemo, da njim kronično primanjkuje časa, no in da jih je zelo težko dobiti v eno skupno akcijo. Prosim, naslednji slajd. Vedno na vsaki destinaciji je kakšen ambasador, nekdo, ki to pa že počne, seveda jih je več. Pri nas je bila to gostilna Krištof, 20 let si že prizadeva na trajnostnih področjih, posebej zdaj, ko so dobili pred leti kuharja Gorjanca, je šlo to še pospešeno naprej. Na svojem lastnem vrtu organizirajo ekološko tržnico domačih pridelkov in izdelkov, tako da za njih res lahko rečemo, da gre dobesedno iz vrta neposredno v kuhinjo in potem na krožnik obiskovalcem. Prejemniki so številnih certifikatov.
Hkrati pa so bili tudi nekako idejni vodje te ideje dolga miza. Ne, to je pa taka, že tako, ko slišimo, zanimivo, kaj pa je zdaj ta dolga miza. Mogoče so se oni to bolj predstavljali res kot zgolj kulinarični dogodek, mi pa smo ga takoj izkoristili in ga nekako razširili v nek ozaveščevalni, širši, trajnostni dogodek. Prosim, naprej. Najprej, preden smo začeli, s čemarkoli smo si naredili en tak kratek, jedrnat akcijski načrt, ki je analiziral, kaj v destinaciji, česa v destinaciji primanjkuje. In izvedli smo nekaj izobraževanj, individualnih pogovorov, tako da se je ta skupnost začela skupaj izobraževati. Nekateri, bomo rekli, so tudi izrazili, da ne želijo sodelovati. Recimo med 24 gostinskimi ponudniki v Kranju, ki so izrazili željo, da sodelujejo in imajo določeno kvaliteto, jih je kar nekaj reklo ne. Mi pa ne želimo sodelovati, ker to od nas preveč zahteva. No, 7-8 tistih ključnih, najboljših je pa trajnost že imelo nekako v svojih programih približno od 30 do 70% lokalnih sestavin. S tistimi smo se pa potem odločili po seveda pol leta intenzivnega dela, da izvedemo skupen promocijski dogodek. Naprej, prosim. Takole smo si zadali različne vsebine tega našega dogodka. To se pravi, ne samo, da bo brez plastike, kar je najbolj enostaven način organizacije trajnostnega dogodka. Sestavine res z lokalnega območja. Že tukaj smo naleteli recimo na odpor pri izvajalcih, kaj pa, ne vem, kaj pa kava, kaj pa čokolada, kaj pa, ne vem, meso, ki prihaja iz nekega širšega območja. Ne, prosili smo jih, naredimo meni, ki je res, ki dosledno spoštuje sestavine iz ožjega območja in kar nekaj ponudnikov je to recimo izpeljalo tudi na območju 1 kilometra, ker če je namreč ekološka kmetija pri Končovcih, vse pridela doma, je dala vse svoje sestavine. Seveda pustimo tisto sol in take popar, take malenkosti, ki dejansko ne morejo priti iz Kranja. Mogoče največji premik je bil, da sta 2 menija bila na voljo, ker vemo, da veganski meni ne zato, zdaj ni v igri tukaj tista dimenzija veganstva, ko recimo ljudje ne želijo ubijati živali, imajo večje spoštovanje do živali, ampak zaradi nizkega ogljičnega odtisa. In kar 30% obiskovalcev se je odločilo, da izbere ta nižji ogljični odtis, kar je bilo, tako bi rekla, eno lepo presenečenje. Potem so si pa še malo ogledovali drugega s krožnika, kaj se dogaja na enih in drugi strani. Se pravi, kot vidite, na tej levi strani so te, rekla, kulinarične trajnostne vsebine, na desni smo se pa odločili za merjenje ogljičnega odtisa dogodka. Naj povem, da je Kranj takrat že prejel zlati znak zelene destinacije in da je tam noter so bili številni napotki, številni kazalniki, ki so zelo uporabni pri organizaciji dogodka, ki nekako odpirajo en širši prostor na področja, ki mogoče nam niti na misel ne pridejo. In tako je bilo tudi recimo okolju prijazen prihod obiskovalcev, ki ga bomo danes bolj podrobno predelali. Pa tudi pomemben nam je bil pa tudi ta faktor brez zavržene hrane. Torej, da poskušamo dogodek resnično zelo tako temeljito organizirati, da bojo naši ostanki minimalni, tudi obiskovalci so dobili posodice, ekološke posodice in so si hrano lahko odnesli domov. No, če vidite tista prvi kranjski trojček, ki je kar desetletje kraljeval kot temelj kranjske kulinarike, se je nekako razširil v eno ustvarjalno sodelovanje, kjer so pa zdaj prihajale na krožnike čisto nove jedi v nekem novem oblikovanju. Kot vidite na desni strani, to so vse takrat sezonske rastlinice. Celoten dogodek je nastajal v sodelovanju z priznanim kranjskim cvetličarjem, tako da so potem kuharji tudi izmenjevali z njim, kako bi lahko krasili na bolj domiseln in bolj inovativen način svoje krožnike.
Zelo pomembna je ta dimenzija, prenos znanja med generacijami. Verjetno se vse destinacije soočate zdaj s pomanjkanjem delovne sile, torej mi smo predvsem na drugem dogodku si prav zastavili to kot rdečo nit. Torej, zastopane so bile generacije od 10 let do 70. To se pravi, če rečem 10 let, to je 8. generacija potomcev, kmetije, ki deluje že toliko časa, v bistvu na zelo trajnosten način, potem ta mlada generacija, ki zdaj vstopa iz študija, kar 6 mladih kuharskih mojstric in mojstrov je bilo, potem generacija, ki ima za seboj že 20-30 let dela v gostinstvu in pa tukaj v sredini vidite najstarejšega mojstra, to je pa nekako legenda posestva Brdo, Jožef Oseli, ki je vzgajal celo vrsto danes zelo priznanih kuharskih mojstrov in je resnično užival v tej družbi, tako bi rekla, starostno, pestro zasnovani. Mnogi izmed teh udeležencev, izvajalcev so imeli spomine trajnosti tudi še iz svojega otroštva, kako so njihovi starši, njihovo okolje, kako je trajnostno ravnalo, ko so živeli še na primer na kmetijah. Solidarnost je zagotovo ena izmed pomembnih dimenzij podnebne ozaveščenosti. Torej, Kranj je veliko mesto, 35.000 prebivalcev in vemo, da vsi si ne morejo privoščiti zdravega obroka. Družine v stiski zagotovo ne morejo izbirati, zdaj pa zelenjava, sadje, recimo mogoče malo višji cenovni razred ekoloških sestavin, zato smo del svojega prihodka in pa 30 izvrstnih obrokov namenili družinam v stiski. Mogoče je to en majčken drobec, seveda ne more zakrpati velike luknje, ki je ta trenutek na celotnem planetu v tem smislu, ampak mogoče dogodek vsaj pokaže, da tudi upošteva to bom rekla, da je nekako solidaren s tistimi, ki ta trenutek trpijo zaradi svoje revščine. Lepo je, če si že na začetku dogodka zadate določene cilje, kaj želite doseči. In to so bili naši cilji. Tako se naša trajnostna gastronomija na destinaciji razvija. Dejansko že po prvi izvedbi Kranjske dolge mize je prišlo do temeljitejšega povezovanja. Ena kmetija se je odločila, da pridobi certifikat. Mislim, da bi jih kar več lahko pridobilo, so imeli pogoje, pa jih je ta birokratski del nekako zadržal, da niso šli v to. In tako da to je potem sprožilo, da tudi v naslednjem letu, tudi v letu 2022 ponovimo ta dogodek, mogoče v malo drugačni dimenziji in pritegnemo še koga zraven. Toliko z moje strani. Renata, predajam besedo. Hvala, Polona. Zdaj se pa spet malo vrnimo k teoriji in poglejmo še, kako izračunamo ogljični odtis dogodka. Ogljični odtis izračunamo tako, da seštejemo emisije iz posameznih virov. Kar je prikazano na slajdu, je teoretična formula, če bi upoštevali res vse možne vire emisij. Vidimo, da to lahko postane kar hardcore. Vendar pa je treba v praksi pristopiti z zdravim razumom in v izračun smiselno vključiti področja z velikimi emisijami, področja, kjer se bomo lahko dokopali do podatkov o porabi energentov in obsegu aktivnosti, pri katerih nastajajo emisije. Največja znanost pri izračunu ogljičnega odtisa so tile emisijski faktorji. Kje to najti? Viri podatkov so dejansko zelo razpršeni. V Sloveniji, na primer, ARSO objavlja emisijske faktorje za različne vrst goriv in Institut Jožef Stefan za elektriko in daljinsko toploto. Na spletu lahko najdemo tudi več kalkulatorjev za letalske prevoze. Načeloma pa gre izračun tako, kot bom tukaj pokazala na primeru izračuna emisij zaradi avtomobilskih prevozov. Vemo,
Da ko v avtu izgori 1 liter dizelskega goriva, nastane 2,67 kg emisij ogljikovega dioksida. 2,67 kg CO2 na liter je emisijski faktor, s katerim pomnožimo količino porabljenega goriva, da dobimo ogljični odtis prevozov z dizelskimi vozili, izražen v kilogramih CO2. Če nimamo podatka o porabi goriva, lahko računamo z emisijskim faktorjem za razdalje, ki pravi, da ko povprečen avtomobil prevozi razdaljo 1 kilometer, nastane 0,17 kg emisij CO2. To je še kar enostavno. Pri hrani je situacija veliko bolj zahtevna. Obroki so največkrat sestavljeni iz več vrst živil, različne vrste hrane se glede emisij, ki nastanejo pri njihovi proizvodnji, močno razlikujejo. Na sliki vidite emisije, ki nastanejo pri proizvodnji 1 kilograma različnih vrst hrane. Z največjimi emisijami tukaj močno vodi govedina. V splošnem ima hrana živalskega izvora, to je meso in mlečni izdelki, občutno večji ogljični odtis od hrane rastlinskega izvora. Skratka, izračun emisij nekega normalnega obroka, kjer bi bilo treba upoštevati emisije vseh vrst hrane in še emisije zaradi transporta in morebitne predhodne predelave, je zelo zahteven. In v primeru kranjske dolge mize se tega nismo postopili. To, da ne znamo na 2 decimalki natančno izračunati ogljičnega odtisa hrane, pa ne pomeni, da ni zelo dobro znano, kaj lahko organizatorji naredijo za zmanjšanje emisij na tem področju. Imamo 7 načel podnebju prijaznejše hrane. Vrhovno načelo je čim manj mesa in mlečnih izdelkov. Potem pa sledijo še izbira ekološke, lokalno pridelane, sezonske hrane, ki je čim manj predelana in zapakirana, in nenazadnje, zelo pomembno, preprečevanje nastajanja odpadne hrane. Tudi če ne bomo izračunali emisij zaradi porabe hrane na dogodku, to še ne pomeni, da ni še kako smiselno upoštevati teh vodil za zmanjšanje emisij. Skratka, izračun emisije za nekatere vire zahteven. Emisijskih faktorjev ni čisto enostavno najti. Skoraj bi že izgledalo, da to lahko naredijo samo strokovnjaki. Zato je res odlično, da vam lahko predstavim konec letošnjega septembra objavljeno, še toplo iz pečice, spletno platformo Green Events Tool za podporo organizaciji trajnostnih in podnebju prijaznejših dogodkov. Tu najdete tudi kalkulator ogljičnega odtisa, vanj so vgrajeni mednarodni emisijski faktorji, morda niso vedno najboljši za slovenske razmere, vseeno pa je to za večino primerov zelo koristno orodje za oceno ogljičnega odtisa. Nastalo je pod okriljem Organizacije Združenih narodov kot začasna rešitev, dokler na tem področju nimamo sprejetega mednarodnega standarda. Uporaba je brezplačna, samo registrirati se je treba. Ko smo se pred 2 letoma lotevali izračuna ogljičnega odtisa kranjske dolge mize, tega orodja še ni bilo in smo se smiselno opirali na protokol o toplogrednih plinih. Pa poglejmo zdaj, katere vire emisij smo vključili v izračun ogljičnega odtisa kranjske dolge mize. Kot prvo je bila to poraba energentov na prizorišču dogodka, plina za pripravo hrane in elektrike. Kot drugo pa prevozi, ki so jih opravili sodelavci organizatorja, obiskovalci prireditve ter dobavitelji blaga in izvajalci storitev. Za vse te stvari smo morali najti oziroma pridobiti podatke o porabi, o obsegu aktivnosti in Polona nam bo zdaj povedala, kako je potekalo zbiranje podatkov v Kranju.
Ja, glede vira emisij je bil naš dogodek, kar bom rekla, kar enostaven. Zelo se nam zakomplicira, če so dogodki v nekih velikih dvoranah, ogrevanih, lahko imamo različne emisije na različne načine. In kot je povedala Renata, hrani smo se izognili, ker to je pa res zelo, zelo zahteven izračun. Celo z gospo Lučko Kajfež-Bogataj, ki je bila soudeležena na prireditvi, smo to debatirali, kako pristopati k temu, in dejansko na slovenski ravni do sedaj ni bilo še zelo, zelo natančnih izračunov, ki bi bili javnosti dostopni. Ampak držali smo se pa vseh tistih načel, ki so bila prej prikazana v odnosu do podnebju prijazne hrane. To se pravi, naša hrana je prihajala zelo lokalnega območja, veliko je bilo tudi, bom rekla, divje hrane z ničelnim odtisom, tako da tukaj smo bili nekako na neki varni strani. No, imeli smo pa 3 obrazce. Mislim, da se organizatorji po nepotrebnem prestrašijo zbiranja podatkov prevozov udeležencev dogodka. To ni tako komplicirana zadeva. Pri nas je bilo recimo 100 udeležencev, 100 jih je sedelo za to dolgo mizo, na vhodu so jih prijazno pozdravile hostese. Bom kasneje povedala, kako smo komunicirali pred dogodkom, tako da obiskovalci so bili že pripravljeni in so samo enostavno izpolnile, vidite, samo vprašala se, kako ste prišli, na kakšen način, od kod, ste bili sami, ste bili v sopotništvu, in to je bilo praktično v prve pol ure uvoda na dogodku zaključeno. Potem so hostese ali pa tudi, bom rekla, zaposleni na Zavodu za turizem in kulturo Kranj te podatke pobrali še od sodelavcev. To so pa sodelavci, so pa lahko na primer tehniki, ki skrbijo za reflektorje, za ozvočenje, potem so bili seveda kuharji in njihovi pomočniki. Skratka, vsakdo, ki se je pojavil znotraj tega dogodka. In pa seveda tudi tista najožja, najbolj ozka ekipa priprave. Kar se pa tiče energij, smo imeli pa plin, ker se je hrana pripravljala, zaključevala pred očmi obiskovalcev, torej so bile te plinske jeklenke z gorilniki. Elektrika smo imeli pa, bom rekla, že v izhodišču. Dobro izhodišče se je bila iz obnovljivih virov. To se pravi, je že tukaj predstavljala zelo ugodno emisijo. No, to se pravi, te 3 obrazce, ki so seveda večji, jaz sem zdaj prikazala samo zgornji del, smo predali potem v Manoteri v izračun. No, mi smo pa s pomočjo zbranih podatkov in spoznavanja emisijskih faktorjev zdaj izračunali ogljični odtis dogodka zaradi prevozov in porabe energentov na prizorišču dogodka. In tukaj pripenjam povezavo, kjer je poročilo o izračunu objavljeno na spletni strani Visit Kranj, če bi si ga slučajno hoteli ogledati. Ko izračunamo ogljični odtis, pridemo do enih številk, ki pripovedujejo različne zgodbe. Na sliki imamo ogljični odtis obeh izvedb Kranjske dolge mize in na vrhu, na primer, opazimo, da so emisije zaradi porabe elektrike enake 0. To je zato, ker, kot je Polona povedala, se prizorišče dogodka, to je grad Kieselstein, oskrbuje z elektriko iz obnovljivih virov energije, ki je po pravilih ogljičnega računovodstva ogljično nevtralna. V naslednji vrstici vidimo, da je poraba plina za pripravo obrokov na kraju dogodka relativno majhen vir emisij. Za dogodek je bilo sicer pripravljenih veliko obrokov, vendar je bil velik del vnaprejšnje priprave hrane opravljen tudi izven lokacije dogodka v sodelujočih restavracijah. Prav tako so relativno majhne emisije povzročili prevozi sodelavcev organizatorja, kar kaže na njihovo okoljsko ozaveščenost. Je pa tudi res, da so prostori Zavoda za turizem in kulturo Kranj zelo blizu prizorišča dogodka in je to razdaljo najbolj praktično opraviti peš. V ogljičnem odtisu prevladujejo emisije zaradi prevozov dobaviteljev in izvajalcev storitev ter udeležencev dogodka.
Kranjska dolga miza je organizacijsko kompleksen dogodek in pri njegovi izvedbi je sodelovalo večje število dobaviteljev in izvajalcev storitev, ki so s prevozi ljudi in blaga povzročili znatne emisije toplogrednih plinov. Pri tem pa vidimo, da so se te emisije na dogodku v letu 2022 glede na predhodno leto močno zmanjšale. To je bilo doseženo z izbiro lokalnih dobaviteljev in izvajalcev storitev, ki so opravili manj in krajše prevoze in je iz tega naslova nastalo skoraj 5-krat manj emisij kot predhodno leto. To je ukrep, ki je največ prispeval k močnemu zmanjšanju oziroma kar prepolovitvi ogljičnega odtisa dogodka Kranjska dolga miza 2022 glede na dogodek v predhodnem letu. Ocenili smo tudi uspešnost različnih nizkoogljičnih ukrepov oziroma dosežene prihranke emisij toplogrednih plinov, kjer se je to dalo. Na desni strani so prikazani prihranki emisij za letošnji dogodek. Promocija trajnostne mobilnosti pred dogodkom strani organizatorjev je bila dokaj uspešna. 27 udeležencev je na dogodek prišlo peš, 2 s kolesom in 1 z električnim skirojem, 3 udeleženci so v Kranj prišli z vlakom. Ker niso uporabili avtomobilskega prevoza, so ustvarili prihranek 50 kg emisij CO2. Obiskovalci so se tudi posluževali sopotništva. Več potnikov se je pripeljalo v 16 vozilih, 22 udeležencev je na dogodek prišlo kot sopotniki. Z zmanjšanjem avtomobilskih prevozov je bil tako ustvarjen prihranek 314 kg emisij CO2. S spodbujanjem trajnostne mobilnosti udeležencev je organizator zmanjšal ogljični odtis dogodka za 364 kg CO2. Ovrednotili smo še prihranek emisij zaradi uporabe električne energije iz obnovljivih virov, ki je v primerjavi s prevozi majhen. To je tako tudi zato, ker je Kranjska miza dogodek z majhno porabo elektrike. Odvija se na prostem, velik del se ga odvija še v belem dnevu in poraba se nanaša večinoma na ozvočenje. Skupaj je organizator dogodka z ukrepi za zmanjšanje emisij preprečil nastanek 366 kg CO2 in ogljični odtis dogodka Kranjska dolga miza 2022 zmanjšal za kar 38%. To je zelo lep dosežek. Kot sem povedala prej, porabe hrane originalno nismo vključili v izračun ogljičnega odtisa dogodka. S pomočjo kalkulatorja ogljičnega odtisa dogodkov na prej omenjeni platformi Green Events Tool pa smo lahko naknadno naredili oceno prihrankov emisij, ki so bili doseženi s tem, ko so obiskovalci dogodka imeli možnost izbire vegetarijanskega menija oziroma brezmesnega menija. To možnost je na obeh dogodkih izbralo 30 obiskovalcev. V letu 2021, ko prihranek emisij računamo v primerjavi z mesnim menijem, je bil s tem dosežen prihranek kar 123 kg emisij CO2. Organizatorji so za letošnji dogodek razmišljali o tem, da bi ponudili samo brezmesni meni. Nazadnje je bilo odločeno, da bodo šli postopoma. Obiskovalcem so ponudili izbiro med menijem z ribo, ki ima manjši ogljični odtis od menija z govedino, in brezmesnim menijem, katerega ogljični odtis je pa še manjši. Z izbiro 30 vegetarijanskih obrokov je bil Z izbiro 30 vegetarijanskih obrokov je bil letos še vedno dosežen prihranek 17 kg emisij CO2. Tukaj ima dogodek še precej rezerve, da v prihodnosti spodbudi še več obiskovalcev k izbiri brezmesnega menija ali da sploh ponudi samo hrano rastlinskega izvora,
ki so jo sodelujoči vrhunski kuharski mojstri pripravili res izborno. Iz vsega, kar smo do sedaj s Polono povedali, vidimo, da je določitev ogljičnega odtisa destinacije izvedljiva, ni pa ravno mačji kašelj. Ves ta napor ima smisel samo, če ogljični odtis dejansko uporabimo kot orodje za načrtovanje in spremljanje učinkovitosti ukrepov za zmanjšanje emisij. In če ga dobro uporabimo tudi za komuniciranje. Polona nam bo povedala še nekaj o tem. Mogoče bi se samo še navezala na to hrano. Tudi v hrano smo zdaj v sodelovanju z Biotehničnim centrom Naklo za ena diplomska naloga zdaj izračunava tudi nekaj naših jedi, tako da bomo dobili tudi te rezultate. Mislim, da se lahko destinacije opogumimo tudi na tem področju. Slej ko prej bodo podatki postali tako znani, da bo vplivalo praktično na vsak catering, na vsako pogostitev dogodkov v prihodnjih letih. No, ko se lotimo ene celostne podobe, komunikacije, povsem na začetku našega dogodka, je fino, če najdemo kaj v lokalnem okolju, kar nas lahko podpre. In mi smo imeli to srečo, da nas že ob vstopu v Kranjsko mesto pozdravi tale petelin, mitološki petelin, ki ima izrazito, bom rekla, podnebno zgodbo. Namreč prišel je na svet zato, da opozarja ljudi, naj živijo v ravnovesju z naravo. Ljudje so ga izgnali, ker je preveč kikirikov, in potem je svet zapadel v, bom rekla, težave, kakršne so danes. Prav ta petelin z vso to zgodbo, s tem jajcem, ki ga ima spodaj mitološkim, je odlično izhodišče potem našega oblikovalca za logotip, ki ga boste videli v naslednjem slajdu. No, prva kranjska miza je bil pač ta logotip malo bolj prijazen, malo bolj všečen, tako bom rekla, dekorativen. Potem smo pa z oblikovalcem vse to nadgrajevali in tudi glede na to, da so se podnebne razmere v tem času izrazito poslabšale in so postale res del vsakdanjih medijskih sporočil, smo tega petelina bolj zavezujočega naredili, bolj strogega, bolj ognjevitega, bolj skuša opozoriti na težave, ki prihajajo. Najprej smo začeli komunikacijo z obiskovalci z enim splošnim povabilom. V tem povabilu so bile že, rekla, vse vsebinske dimenzije predstavljene. Da gre za 100% lokalne sestavine, da recimo za krožno gospodarstvo, zmanjšanje porabe energije. Skratka, vsi ti faktorji, o katerih smo prej govorili, vsak obiskovalec je to lahko že takoj na začetku prebral. Poleg tega je pa Kranj ravno v lanskem letu oziroma v letošnjem letu, zdaj pri drugi Kranjski dolgi mizi, vstopil v projekt misija podnebno nevtralnih mest. Samo 3 mesta so bila izbrana v Sloveniji za 100 evropskih mest, ki so v tem poskusnem projektu, in do leta 2030 si je mesto zadalo podnebno nevtralnost. Torej, ta dogodek je lepo padel na začetek tega projekta in vidimo, da je Kranj s tem že pridobil neke pilotne akcije, ki mu lahko pomagajo v nadaljnjih letih pri tem projektu. Drugo so bila pa potem osebna e-vabila. Torej, mi smo dobili prijave in ta komunikacija je potekala zelo intenzivno, praktično skoraj da z vsakim obiskovalcem posebej, polovica je bilo približno sponzorjev in smo jih nagovorili pa še bolj podrobno. Poglejte, želimo zmanjšati ogljični odtis, prosim, pomagajte nam pri tem, dajte, izberite prevoz, ki je okolju bolj prijazen in tudi vabljeni, da naročite podnebju bolj prijazen meni. Tako da so tukaj, bom rekla, še en korak naprej smo naredili in res dobili en tak lep topel stik z obiskovalci, ki so prišli. Na podlagi nasveta Umanotere smo izdelali tudi mobilnostni načrt. To je pa zelo uporabna zadeva. Kot vidite, samo 2 strani
kako obiskovalec iz katerega koli kraja Slovenije lahko pride na naše prizorišče na bolj prijazen način. To je bila kot priloga temu osebnemu vabilu in mislim, da je kar nekaj obiskovalcev upoštevalo naše nasvete. Kot ste slišali, so šli, so se opogumili, so prišli z vlakom ali pa so se potrudili, da so prišli iz Kranja peš in tako so se naše emisije zelo, zelo zmanjšale. Tak mobilnostni načrt lahko uporabljate potem praktično pri vsaki prireditvi. Imate že narejenega, samo še kaj dopolnite in to je to. Kako smo komunicirali med prireditvijo? Vidite, da je bilo tudi, da to ni bila navadna gastronomska prireditev, to se pravi, pridemo in jemo in uživamo ob hrani. Ne, dejansko smo skušali izkoristiti dogodek za širšo ozaveščenost prebivalcev Kranja, pa tudi širše. Najprej se je dogodek začel z uvodnimi nagovori, vidite tukaj na levi strani je bil tak odrček in smo nekje stoje, je bilo nekaj že predstavitev, v čem je ta dogodek trajnosten ali pa v čem je vizija Kranja kot trajnostnega mesta. Potem vidite, da smo posebne sedeže rezervirali prav na začetku za novinarje, tako da so imeli dostop po vsem območju, predvsem do tega dela, kjer se je hrana pripravljala pred očmi obiskovalcev. Torej, kuharji, ja, tukaj ta posnetek je še, bom rekla, 1 uro pred začetkom, zato hrane še ni na mizi, ampak obiskovalec je lahko točno videl, delno pripravljena hrana je prišla iz njihovih lokalov, potem so pa tukaj to urejali in pripravljali in dekorirali. Istočasno je bila odprta razstava o tradicionalni prehrani Gorenjcev. Zelo lepo pripravljena z osredotočenostjo na stare žitarice, kar so kuharski mojstri v izobraževanjih prej tudi vse pregledali, poslušali predavanja z tega področja, tako da smo začeli vnašati tudi nekatera žita, ki so manj zastopana sicer v te menije. Tukaj je bila v ospredju v kranjski mizi 2021 na primer ajda, sicer ne v tradicionalni obliki žgancev in štrukljev, ampak kot recimo rižota v tem nekako na tak način. Potem je bil pa poseben program, se oproščam samo še malo nazaj, slajd, čisto na koncu je bil pa program med strežbo, torej vsaka jed, vsak hod je bil posebej predstavljen, prav tako ponudniki, ki so povedali svojo zgodbo, zakaj se odločajo za trajnostni razvoj. Komuniciranje po dogodku. Vsi poznamo to pač običajno medijsko komuniciranje, mediji dobijo povzetke, fotografije, Facebook, Instagram, spletna stran. To je tisti najlažji del. V bistvu pa se je pokazalo, da nam ta študija pomaga še na drugih področjih. Prvo leto smo jo prvič naredili in smo imeli ene določene kriterije, kako naslednjič organizirati. Imeli smo nekaj izhodišča, da smo se nanje lahko oprli v organizaciji v naslednjem letu. To se pravi, smo vse to skomunicirali z zaposlenimi, z izvajalci in z obiskovalci. Tako so prišli zelo jasni kazalniki za merjenje uspešnosti. Vi ste prej videli tiste znanstvene podatke, no mi smo pa dobili podatek, recimo nam je bil všeč podatek za komunikacijo, da je cel naš dogodek stal toliko, kot če gresta 2 turista do Aten in nazaj z avionom. Tako da vidimo malo primerjave tudi lahko v nekem takem simbolnem pomenu. Takoj smo ta izračun lahko začeli prilagati kot različna poročila. Posebej je to pomembno pri potrjevanju zlatega znaka zelenih destinacij, pa tudi za potegovanju za platinum, za najvišje priznanje. Potem Umanotera je predstavila izračun občinski zeleni ekipi. Z izračunom se je seznanila tudi uprava mestne občine. In pa te opravljene raziskave so krasno izhodišče za prijave na dodatne razpise. Imaš podatke in z njimi lahko tako jih potegneš in z njimi takoj zapolniš recimo neke določene vprašalnike. Potem pa še ta simbolika dolgih miz nas je nekako v celoti podprla. Vsi imamo nekje v zavesti to prijetnost, ko se zberemo na porokah ali na posebnih slavjih, na praznovanjih in moram reči, da je se to na dogodku potrdilo. Nekako nas je
povezalo, vzdušje je bilo zelo sproščeno. Seveda so bile tudi stvari, ki niso bile tako idilične, ampak tako kot smo rekli, ne smemo si zadati prevelikih korakov. Skupnost, ki ni še dovolj ozaveščena za podnebne spremembe, ne sme prehitro, organizator ne sme prehitro poseči vanjo, ampak je treba lepo počasi, da pač čim bolj širok krog ljudi se zave teh sprememb in tako, da jih tudi dejansko želi uresničiti. Renata, želiš še kaj povzeti z te najine predstavitve? Ja, izračun ogljičnega odtisa tega dogodka je pokazal, da se z dobro izbranimi ukrepi dejansko lahko ustvarijo veliki prihranki emisij toplogrednih plinov. In ogljični odtis se je tudi potrdil kot odlično komunikacijsko orodje, s katerim lahko nagovarjamo različne deležnike turizma, turistične ponudnike, obiskovalce ter lokalno in širšo skupnost. Zato upam, da bo vse to, kar sva s Polono povedali in pokazali, da vas bo opogumilo, da se tudi sami lotite organizacije podnebju prijaznejših dogodkov in da bo to v Sloveniji kmalu samo po sebi umevna praksa. Zdaj pa bomo dali besedo še vam. Prehajamo na delavniški del in prosim Jonasa, da prekine snemanje.